Urška, nekaj bova povedala o vsem tem delu, ki si ga vložila v teh letih. Koliko let dela zdaj že wellness? Koliko časa? 4. leto delamo. Ja. Mi lahko poveš, kaj je bila pri odprtju, se pravi, tega čudovitega wellnessa tvoja najtežja odločitev? V bistvu najtežja odločitev je bila, bom rekla, skok iz čist drugega službovanja v privat vode, iz javnega sektorja v privat vode. To je bila v bistvu težka odločitev, čeprav po drugi strani pa lahka, ker sem si to že dolgo želela. Zanimivo, ne? Ampak, ko si prestopila v te vode, si imela sigurno neka pričakovanja, ne da? Ja, res je. In sicer, kaj si pričakovala, kakšno sliko si predstavljala? Recimo, pri samem poslovanju, kako boš delala? V bistvu zelo hitro ostaneš sam. Ja. V tem svetu pričakovala sem več podpore, tudi zunanjega sveta, ki sem ga imela prej. In mi je bilo zanimivo to, da je v bistvu kar naenkrat, ko prideš v poslovni svet, si sam s sabo, brez tiste podpore, na katerega si v bistvu računal, ne? Tako da se moraš po svoje znajti, pa potem fino, ko najdeš nove ljudi, nove poslovne povezave, ki ti pa v bistvu podpirajo, tako da se ti v bistvu svet v trenutku totalno spremeni. Kdaj si pa začutila pravzaprav, da moraš nekaj spremeniti pri dosedanjem načinu dela? Ja, prvo leto sem delala sama, čisto sama, v bistvu sem bila za vse, to je tako v bistvu, da si in dvigaš telefone in naročaš stranke in se ukvarjaš s strankami in začenjaš z marketingom, začenjaš čisto z novim področjem, tudi v Sloveniji, bom rekla, prodiraš z novo panogo. Zelo malo sem jih našla ljudi, ki so enako razmišljali kot jaz. Ves čas se mi je zdelo, da mogoče malo, da sem drugačna in da želim drugačno panogo začeti, drugačno stroko, tudi v kozmetični in wellness storitvi. Tako da potem sem pa v bistvu začela razmišljati daljnoročno, dolgoročno, ne, in sem ugotovila, da potrebujemo okrog sebe ekipo, ki lahko porazdelim delo, da lahko jaz naprej še upravljam in razvijam naš spa. Pa je bilo kdaj obdobje, ko si želela odnehati? Ja, seveda pridejo vmes tudi momenti, ampak to so samo trenutki. Ker res uživam v tem delu, to so tisti trenutki, ko si utrujen, pa rečeš, ne, ko pridemo vsi do tega, pa rečeš, joj, preveč je vsega naenkrat, ampak takrat v bistvu itak stopiš po konc gor in greš naprej. Ampak ti si naredila v svoji karieri, bomo rekli, na tem področju, kar velik prehod, ne? Ja. In kaj ti je danes največje zadovoljstvo, ki si ga dosegla do zdaj? Največje zadovoljstvo so sigurno stranke, ki nas pohvalijo, ki z nasmehom odhajajo in vidiš, da se na pravi poti, da je to tisto, kar si želel. In to, ko nas v bistvu kličejo za nasvete, sprašujejo, ko se obračajo na nas in se vračajo, ne? In to je res tisto najlepši del vsega. Na kaj bi bila danes najbolj ponosna v tvoji karieri? Danes sigurno na polne termine, na zadovoljno ekipo in da vse z veseljem to upravljamo in da nam je kot en hobi služba. No, zanimivo, ne? Zdaj, če bi se vrnila malo nazaj, kdaj si ti ugotovila pravzaprav, da moraš več delati na wellnessu, kajti ti dejansko delaš na managementu, ne? In ne v njem? Ko ugotoviš, da prideš v bistvu do take utrujenosti, da enostavno ne gre, da je preveč vsega pride, niti pa ni finančno, to bom rekla, koristno, oziroma ne prideš do, tako se reče, no, nisem zapletla, se veš, kaj hočem reči. Ja. Da več kot toliko ne moreš delati, ne moreš biti profesionalno, strokoven na vseh področjih, enako je nemogoče. Ja, vendar ti, kot sem omenil, ti imaš, bom rekel, nek poseben pristop do samega dela. Ja. In predvsem ta poslovni del je zate nekaj posebnega, pa tudi zame moram reči, ker delam veliko v kozmetičnih salonih pa v wellness centrih, kajti ti si posvetila največji del tvojega dela, sedanjega managementu.
to je pri nas izjemno redek pojav. Ne? V wellnessu govorim. Ne? Kaj je bilo pri tem najtežje? Najtežje, ker se v bistvu izobraziti se moraš, znanja moraš dobiti in to tako od javnega nastopanja do marketinga, do poslovnih oblačil, vedenja, mreženja med različnimi, bom rekla, skupinami. V bistvu vse skupaj, to je čisto en drug svet. Česa si se najbolj bala? Tega, kako me bodo sprejeli z mojo idejo, ki je drugačna od ostalih. Aha, kdo to? Stranke ali... V celoti, v bistvu populacija. Ja. Trg, množica, trg, nasplošno tako. In stranke, in poslovneži, in ljudi okrog mene in tako. Ampak verjetno si opazila, da ko enkrat greš v to, ko enkrat štartaš, se vse nekako prilagaja tebi. Je tako? Tako, točno tako, ja. Kaj se je po tej odločitvi, ki si jo takrat sprejela, spremenilo? Ja, veliko. Trg se odpira, v bistvu ljudje so odprti za te naše ideje, vidimo s tem, da smo na pravi poti, da prav za ljudi delamo, da občutijo v bistvu enako in da so pogrešali enako kot sem jaz, ker sem šla s to idejo na trg iz svoje lastne izkušnje, ker v bistvu ne maram gužve v wellnessih, ne maram neosebnih pristopov in tako. In na ta trg hočemo biti v bistvu s to drugačnostjo prodreti. In vidimo, da smo na pravi poti, da ljudje res to pogrešajo, kar sem tudi jaz prej pogrešala. Vendar ti si naredila še en korak, in sicer vzpostavila si delo koordinatorja v wellnessu. Res je? Kar je, mislim, da po mojem mnenju res izjemnega pomena. Zakaj si pravzaprav uvedla koordinatorico Marušo? Ja, Maruša v bistvu, bom rekla, dviga telefone, koordinira različne čase, tudi naše celotne ekipe, stranke v bistvu pri njej tudi zaključujejo, vsaka stranka v bistvu določeno storitev, ali so to masaže, so nege obraza, solna soba in tako naprej. Vendar se ne pogovarjava o klasični recepciji. Ne, ne. Torej, ona je pravzaprav, če sem prav razumel, ona je operativni vodja salona. Tako. Ona je tvoja desna roka, če Tako. lahko tako rečem. Ona skrbi v desna bistvu roka. za soorganizacijo, ne, celotnega časovnega zaporedja vseh. Potem tudi v bistvu dela na marketingu, organizira stvari, v bistvu, ne vem kaj. Misliš, da bi, A veš, recimo, bi si lahko predstavljala, če danes ne bi imela, kako bi se ti zdelo? Bi lahko delala brez nje? veliko težje, če ti delaš na wellnessu in si veliko v bistvu tudi odsoten po sestankih, po različnih dogodkih, na različnih izobraževanjih, tudi predavaš okrog, je potem v bistvu toliko težje biti ves čas na razpolago tudi strankam, dvigati telefone vmes, se z njimi pogovarjati, biti v rednem stiku, je to nemogoče, da to vse ena oseba naredi. In v bistvu z Marušo sva ves čas v povezavi, tako da tudi če pride do kakšnega telefonskega klica, potem prenesemo na njo in ona opravi stik s stranko in tako. Pa tudi marketing, Ja, verjetno, ne? Tako, Pa e-maile, naročila, pogledamo tudi skupaj v bistvu, kakšne so še želje dodatne strank, kombiniramo različne storitve, vemo, s čim iti potem na trg in tako. Super, odlično. Zdaj, jaz verjamem, da predno si šla v ta posel, si zagotovo si pogledala in še danes greš kam v kakšen wellness ali pa v kakšen kozmetični salon in opaziš neko razliko zagotovo. Kje najprej opaziš razliko? Pri V čem? kontaktu, pri stiku. Ko nekje pridem na novo, je res, da raziskujem še vedno teren, kar zelo pogosto. Kar me najbolj moti, bom rekla, pa kar kozmetičarkam najbolj polagam na srce, je ta prvi stik. Kjer v bistvu velikokrat, tudi če prideš v en večji wellness ali pa sauna center, komaj te pozdravijo, ne povejo ti stvari, kaj recimo se niti ne predstavijo. Manjka ta konkretni stik, ne? Tudi v kozmetičnih salonih, da te v bistvu, kaj mene osebno moti, ta tekoči trak.
da si hitro ali pa da čakaš en na drugega, da si na vrsti, pa takoj naslednji, brez nekoga stika, niti te ne vprašajo, kako pa kaj, mislim, po čem si prišel, s kakšnim namenom in tako. In to je tisto, kar mi želimo, da smo drugačni, no, da želimo to prebiti. Ti se veliko družiš s podjetniki. Res je? Kako so oni tebe sprejeli, ko si pristopila v različna združenja, v katerih se druži z njimi? In kaj je bilo njim pri tebi to, kar je nenavadno za njih? V bistvu ravno te dni sem govorila z eno podjetnico, ker je v bistvu rekla, jaz sem ves čas mislila kot kozmetičarka, čeprav jaz nisem po izobrazbi kozmetičarka, ne? To je samo nekdo, ki dela nohte na rokah, nogah in to je to. Ne? In zdaj, ko gledam tebe in berem tvoje misli in tako za nazaj in vse te poste, razmišljam o tem, da v bistvu to pa je določen posel, ki ima tudi sistem in me v bistvu gledajo čisto na drug način kot en tak salon, kot eno podjetje, ki je v bistvu se ukvarja tudi s tem med drugim in da ima nek sistem, da ni to samo ena kozmetičarka, ki naredi hiter nohte, roke, noge in greš. Ne? Brez, bom rekla, tista potreba samo po tem, da imaš urejene nohte in je to to. In da mi pa v bistvu prebijamo en del različne, drugačne miselnosti, tudi podjetnikov, da to ni kar tako. Nekaj. Pravi, si tudi sama prepoznala, da oni ne poznajo toliko te dejavnosti, kot se od njih pričakuje. Tako, točno to. Ne glede na to, kdo to je. Tako, tako. Super. Če bi danes spremenila določen, oziroma če bi danes ponovno začela z wellnessom, od začetka, kaj bi ponovno naredila enako? Mislim, da bi zelo podobno začela. Ja. Ker je v bistvu, ti ne moreš kar naenkrat začeti na tak način, kot smo mi, ampak moraš zrasti. In s časoma, tako ko sem sama začela v bistvu solno sobo, pa savnami, da sem spoznavala ljudi, ki so začeli hoditi k meni, da sem videla, kakšne so njihove potrebe, želje, ki so bile spet drugačne od tistih, kot sem bila jaz, recimo. In bi v bistvu na enak način potem spet dodala masaže, zdaj nege obraza in tako v bistvu po samih potrebah, ker bi razvijaš v bistvu svoje stranke, razvijaš sebe in nikakor ne moreš ti nekaj odpreti na veliko in s tem uspeti. Zelo pomembno. Prihajajo pa tudi obdobja, ko se zavedaš, da moraš narediti korak naprej tudi pri storitvah. Je tako? Tako. Odločila si se za kozmetičarko, ne? In verjamem, da ko si se odločila za njo, so se ti odprla tudi neka nova vrata. Je tako? Res je. Sara ima poseben pristop, umirjen, ne? Tako kot poznamo. In verjamem, da je stranke zaupajo. Zelo dobro si zaupajo, zelo dobro smo začeli, tako da ima že stalne stranke, ki se vračajo, kar je super in v bistvu tudi razume naš wellness, našo poanto, te mirnosti, tako da smo dalj časa smo iskali kozmetičarko in se mi zdi, da smo pa zdaj pravo ekipo ustvarili. Pa mislim tudi, da razume kot kozmetičarka koncept notranjega marketinga, o katerem pogosto govorimo, vendar imajo pač ljudje drugačen pogled na notranji marketing pa na zunanji marketing. Ne? Ker zunanji marketing ima predvsem Maruša, seveda ima tudi notranji, ampak direkten stik s stranko ima pa ravno Sara. Kozmetičarka. Zdaj, pri samem marketingu me zanima, delate največ na osnovi priporočil. Je tako? Zelo veliko, ja. Ampak ta poslovni svet, v katerem se družiš, v katerem ti porabiš največ časa, največ energije, kaj on prinaša, kaj on sporoča? Kaj je tisto, kar bi, če bi rekli tudi kozmetičarkam, predstavili na nek način, da bi videli, da je tukaj dejansko velik potencial? Ja, več bi morali se v bistvu tudi same kozmetičarke družiti med drugimi podjetniki, da bi v bistvu sami sebi tudi dokazali, da smo podjetniki in da znamo tudi drugače razmišljati, ne? In da znamo tudi res dober sistem, strukturo podjetja narediti in se širiti in da imamo, kar je pa v bistvu pozitivno, je pa ta osebni pristop oziroma občutek
za soljudi in tudi v bistvu s tem, ko bi se med drugimi podjetniki družili, bi pridobila eno znanje, drugačno, kaj se v bistvu oni vse želijo, kaj vse obstaja in v bistvu eno motivacijo za naprej. No? Da se v bistvu razvijaš tudi sebe, osebno in svoj posel in podjetje. Vendar verjetno si tudi ti na začetku imela željo nekoga zaposliti, samo nisi vedela, kdaj bo ta možnost, na kakšen način bi to naredila, ne, kakšno osebo iskati, kje jo dobiti in tako naprej. Včasih pride do naključij, včasih pride, čeprav pravi, da naključij ni, ne. Ampak vseeno si naredila na tem področju en velik korak naprej in upajmo si reči tudi drugačen korak. Kajti najtežje je stopiti iz tega kroga na trg, posebno, če prihajaš iz druge dejavnosti, tako kot si to naredila ti, je ta korak še bistveno težji. Vendar je mogoč, je tako. Je. Kaj si občutila takrat, ko si rekla, evo, zdaj sem pa res naredila korak naprej? Občutek je zelo dober. V bistvu prideš šele počasi, s časoma, malo kasneje, ko vidiš, da, v bistvu, da si na pravi poti, da uspeš. Tako da takrat veš, da je to pravi trenutek, ampak se mi zdi, da tisti, ki ima v sebi en takšen moment, a bi, a ne bi, je vedno bolje, da naredi ta korak naprej, če ne ti je vedno lahko žal, da nekaj nisi poskusil. Ne? In kakšno sporočilo bi ti poslala na eni strani kozmetičarkam, na drugi strani pa tudi mladim puncam, ki komaj se spuščajo v to delo, v to dejavnost? Ne vas biti strah, ne? Dajte se dvigniti po konci, tudi če kdaj vmes padete, dajte se pobrati in pejte naprej, vse tiste želje, tiste cilje, ki imate, lahko dosežete, ampak seveda tudi s pravim delom. Tako da ni vse samo po sebi umevno, vzadaj so lepi in težki trenutki tudi, ampak če greš čez to, potem vedno prideš do pravega cilja, tako kot si si zadal. Res je. Zelo lepo povedano. Zdaj, mi že nekaj časa sodelujemo skupaj in jaz si bom zdaj privoščil par besed, par stavkov, da povem tudi ostalim, kaj sem jaz iz tega področja, glede na to, da delam na tem področju že toliko let, kaj sem jaz videl v vašem wellnessu. Najprej me je presenetilo to, ko sem prvič vstopil v ta prostor, da je zelo umirjen, zelo lepo urejen in vse je na nivoju tako, kot je potrebno, vključno z ljudmi, v katerem delajo. Vendar vse temelji na samem vodji. Če vodja ni pripravljen narediti koraka naprej, potem tudi ostali ne morejo tega storiti sami, kajti tudi če bi, ne bi to imelo svoje težnje. Predvsem sem opazil tudi to, da imate izjemno dober odnos s strankami, da prihajajo k vam zelo zahtevne stranke in redko kdaj se zgodi, da bi prišel na kakšno izobraževanje, brez da bi bile punce pripravljene. Pravi, punce v vašem wellnessu so vedno pripravljene, vedno imajo vprašanja, vedno delamo korake naprej in se ne vračamo nenehno na iste stvari. In zato je videti tudi ta napredek kot eno lepo prihodnost, ker potencial, ki ga imate in potencial, ki ste ga predvsem sami ustvarili, postaja vse bolj opazen. In tisti, ki vas spremljajo in ki vas spremljamo, imamo nenehno občutek, da vas ljudje še bolj zaznajo, morebiti kot mi, ampak da imate še več na razpolago nečesa, kar mogoče še nismo vse obdelali, pripravili, razkrili, naredili in tako naprej, ampak nas vse to še čaka. In vse, kar se dela, se pravi, za dobro tega, da na eni strani je največje zadovoljstvo vas vseh, ki delate tukaj notri, na drugi strani zadovoljstvo strank. Zaradi tega tudi, ker stranke kot take so
tiste, ki dejansko pokažejo, koliko smo v resnici vredni. Upam, da se s tem strinjaš. Res lepa hvala za ta današnji dan, za lep sprejem in mi se kmalu vidimo. Srečno. Srečno.